V mesecu marcu se boste morali osnovnošolci zadnjega razreda odločati o vpisu v srednje šole, srednješolci zadnjih letnikov pa o vpisu v visokošolske zavode. Ker odločitev o izbiri poklica in nadaljnjega šolanja ni vedno najlažja, vam bo Maja predstavila program, ki vam lahko pomaga pri izbiri poklica. Nekateri že kmalu vedo, kateri poklici bodo izbrali, za druge pa je to težja odločitev. Ker sem se s podobnimi problemi srečala tudi sama, sem se odpravila na Center za informiranje in poklicno svetovanje, kjer nudijo informacije o izobraževanjih, usposabljanjih in poklicih. Med drugim na centru izvajajo računalniški program Kam in kako, o katerem mi je več povedala gospa Zlata Šlibar. Kakšen je namen programa? Računalniški program Kam in kako naj bi bil tisti, ki bi posamezniku ponudil eno listo izbranih poklicev, ki so primerni glede na njegove interese. Predvsem želimo, da bi spoznali čim več poklicev, ker so verjetno na tej listi nekateri poklici, za katere posameznik še ni slišal. Komu pa je program namenjen? Program je namenjen vsem tistim, ki šele izbirajo šolo oziroma izbirajo svoj prvi poklic, kot tudi tistim, ki že imajo končano neko šolo, pa ne vejo, kje iskati zaposlitev in naj bi tako prišli na ideje, kam se obrniti. Kaj pa program vsebuje? Posameznik lahko v programu samo pregleduje opise poklicev ali pa odgovarja na vprašanja in na osnovi vprašanj potem dobi seznam poklicev, ki bi bili zanj primerni. Lahko si ogleda pri posameznih poklicih tudi fotografije, prebere z intervjuje z ljudmi, ki posamezen poklic opravljajo, označi, če ima kakšne zdravstvene težave in ga potem program opozori na to, da mogoče poklic ne bi bil primeren zanj. Program sem rešila tudi sama. Čeprav sem si kot majhna želela delati v banki, je test pokazal, da bi bila primerna za učitelja. Torej, če še ne veste, kateri poklic bi bil primeren za vas, vam lahko informacije centra pomagajo pri odločitvi. Mimoidoče na ulici smo spraševali, kaj so po poklicu, morda dobite od njih kakšno zanimivo idejo. Danes sem se odpravila na ulice, kjer bo mimoidoče vprašala, kaj so po poklicu in kaj počnejo v tem poklicu. Komercialist. Kaj pa delaš? Gradbena firma, imamo družinsko podjetje. Delo v pisarni, torej urejam papirje, plačujem račune, sprejemam klice. Gradbeni tehnik. Kaj pa počnete? Zdaj sem na porodniški, drugač pa v pisarni, vodjo projektov. Kaj ste po poklicu? Ukvarjam se s knjigami, prodajam knjige, se pravi knjigarnar. Arhitektka. Kaj pa delate v tej službi, na primer? Projektiranje objektov, pa adaptacije starih hiš, pa oprema, pa take stvari. What's your profession? My profession clown street. Prevajam. Kaj pa prevajate? Različne zadeve, predvsem strokovne tekste. Podjetnik sem, mizar. Okna delamo, vrata. Kaj ste po poklicu? Študent. Ukvarjam se s kulturo. Novinarka, samostojna novinarka, pišem razne zgodbice za bolj ali manj rumene časopise pa revije. Administrativni tehnik. Kaj pa počnete v tem poklicu, na primer? Na sodišču pišem na obravnavah. Profesor. Kaj pa učite, na primer? Biologijo, zdravstvo, smučanje, prvo pomoč sem tudi. Kaj ste pa videli po poklicu? Stojav. Kaj pa delata? Preživa letake. Kaj ste po poklicu? Ekonomist. Kaj pa delate? Na nekih tehničnih pregledih. Jaz sem pa mešanca modne oblikovalke pa samostojne novinarke. Kaj pa kaj počnete pri teh dveh poklicih? Zelo pestro je v bistvu, skačem iz enega sveta v drugega, kar me zelo zabava in notranje izpolnjuje. Meni to paše, no. Kdo drug se pa najde samo v enem poklicu 100%. Že od majhnega si želim postati voditeljica televizijske oddaje. Meni je moj sanjski poklic uspelo doseči, kaj pa vam, kakšen je vaš sanjski poklic? Živjo, te lahko vprašam, kaj je tvoj sanjski poklic? Kaj živalmi, po moje? Klasični filolog, profesor klasičnih jezikov. Ekonomistka, vse sem že. Kaj se vama zdi sanjski poklic?
Sanjski poklic, igralec? Ne bi? Ne vem. Novinar mogoče. Novinar. Ja. Ekonomistka? Arhitekt. Ne vem še kaj znam. Nekaj, da uživaš v tem. Kaj se vama zdi sanjski poklic? Ajde, tajski boks. Ti si. Ne, tako, ležanje nekje na plaži, pa tako, dotok kapitala na tvoj račun. Ne, jaz še po resnici povem, definitivno nogomet. Sam Slovenija je premalo plačan. Tako da Španija, Italija, to so bile moja ambicija, nažalost sem se poškodoval. Moj sanjski poklic se mi zdi kakšen osebni svetovalec ali pa svetovalec za otroke ali pa kaj podobnega. Milijonar. Vodovodar. Kirurg. Novinar. Sanjski poklic. Vsi poklici so sanjski, če so prijetni, pa če se v njem lepo počutiš. Verjamem, da se boste strinjali z mano, da je eden izmed sanjskih poklicov poklic poslanca. Z novo izvoljeno poslanko Melito Župevce je družila Nina Rizvič. Če vas zanima poklic poslanca oziroma poslanke, ostanite v moji družbi. Poslanka Melita Župevc me bo popeljala po prostorih Državnega zbora, izvedeli pa boste tudi to, kaj najraje počne v prostem času. Vstopim z mešanimi občutki, saj ne vem, kaj me čaka. Ko pa z Melito spregovorim prve besede, pa govor kar steče. Melita Župevc je ena izmed 90 poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, v katerem je 11 žensk. Ko zanimivost naj vam povem še to, da je druga najmlajša med 90 poslanci in poslankami. Je pa tudi bivša novinarka, ki se svojih navad iz novinarskih dni ne more otresti. Tako da jaz najprej zjutraj preberem clipping, tako da vem v bistvu, o čem časopisi, tisk poroča, potem spijem kakšno kavo, potem pa se že običajno že zgodaj zjutraj pričnejo kakšni odbori v parlamentu. Iz novinarstva v politiko pa se je podala postopoma. Nisem šla takoj kandidirati za poslanko, temveč sem postala tiskovna predstavnica, to je tako imenovani PR, sem delala v 2 političnih strankah. In tako jo je pot zanesla v kandidaturo. In bila tudi izvoljena. In bom rekla, ta poklic, to poslanstvo jemljem kot odgovornost. Če sem zdaj tukaj, se bom potrudila pač, da naredim maksimum iz tega. Pravi, da je ponosna na to, da zna ločiti zasebnost od službe, vendar tega vedno ni znala. Kot novinarka sem imela zelo malo prostega časa. Kot PR-ovka tudi zdaj se mi zdi, da sem končno prišla do te stopnje, da pa rečem, zdaj grem pa jaz na šmarno, tega ne spustim, potem na kakšen body pump odhodam, tako da pa na kakšen krvavec si vzamem čas, si ga kar znamo vzeti. Njen slog oblačenja v službi se razlikuje od tistega doma. Doma sem pa kavbojka, trenirka, jaz sem zelo rada športne stvari, zato ker se pač tudi rada ukvarjam s športom, tako da čim bolj casual. Ampak jaz v bistvu sem rada lepo oblečena, pa bom povedala zakaj. Zato ker jaz tudi sama šivam stvari. Tako da, ja, meni je to lepa obleka, mi pomeni tudi nekaj drugega, ne? Zato ker znam tudi sama vložiti trud v to, ne? In vem, kaj pomeni narediti lepo obleko, ker jo znam pač tudi sama. Ne? Kot vidite, poslanski poklic ni prav nič dolgočasen, prav nasprotno, je zanimiv, razgiban in zahteven.